Dobro jutro. Upam, da ste dobro spali, oziroma da imate lep ponedeljek. Vikend je bil krasen, ne? Ampak kljub vsemu je marsikomu velika panika. Panika je predvsem parazitom. Mogoče z eno besedo jim lahko kar tako rečemo. Paraziti so tisti, ki so si zaželeli kaos, v katerega so spravili kompleten svet, v kaos covida, v kaos vojne z Ukrajino, v kaos hrane, lakote, neke te vojne, super kontrole, uničevanje pridelkov in tako naprej, pač kaos. In paraziti so tisti, ki so to zakuhali in oni to kuhajo že tisočletja, a ne. Zdaj, razlika med tisočletji nazaj pa zdaj je, da so oni imeli končni plan, da nas uničijo, ta končni plan jim pa ni se izpeljal, ne. O tem pravzaprav razlagam tudi že ves ta čas, da svetloba je zmagala, ne pa paraziti, ne. Pa seveda od parazitov podporniki so pa narcisi. Ker sistem je podpiral narcise, da je ta parazitizem, če ćemo temu tako reči, sploh peljal. In ne valjajo stvari, ne. Zdaj pa vse to, kar so ti paraziti pa narcisi zlagali, ne, pa skrivali, zdaj ta dejstva njihova, te laži, prihajajo na plano. Resnica prihaja ven in živ Bog je ne more več ustaviti, se reče. Ampak saj prav Bog jo je sprožil in jo ne bo tudi pod točko ne ustavil. Kam zdaj apeliram? 2000 mulj, a ste vi to kaj gledali? Zdaj bila je premiera brezplačno predvčerajšnjem, v soboto. No, ampak lažnivci pa paraziti, a ne, se pravi, paraziti so na samem vrhu sveta in oni kontrolirajo medije, sodstvo, banko, zdravstvo, šolstvo, zgodovino, novice, vse. No, skratka, tudi master cenzuro oni delajo, no, in cenzura se je itak pojavila, ko je začela resnica ven lest, pa zdaj pa fact check je treba, to pa počekirati to resnico, ne. No, in ta resnica zdaj, ko ven leze teh od 2000 mulj, je najbolj cenzurirana stvar na spletu v tem trenutku. Ampak se jo da najti brezplačno, jaz sem jo našel na Telegramu. Govori pa o tem, 2000 pomeni 2000 ljudi, mula je pa izraz za človeka, ki je prenašal glasovnice, ja. V Ameriki imajo neke take bokse, v katere vržejo glasovnice, in tam noter so nametali te mule, so nametale take številke glasovnic, da se ti skegla, ne. In na osnovi teh glasovnic je Biden zdaj pa kao zmagal, ne. In zdaj na to, da Biden ni predsednik in da je zmagal Trump, to je polemika od 6. januarja 2020, kar se mene tiče, je zmagal Trump, pa ne samo kar se mene tiče, to so dejstva. No, in zdaj ves čas je Trump opozarjal ukradene volitve, nepravilnosti pri volitvah in tako. Spet na drugi strani pa so demokrati, ne, se pravi to Bidenovi, pa kričali, da to so pa najbolj varne volitve, še nikoli niso bile tako zavarovane. Enkrat vmes se je celo zarekel, pa je rekel, da je to največji fraud, se pravi največja prevara. In FBI ni našel nobenih dokazov. Pa ni našel tudi sodniki pravijo, da je vse okej. Ti neki gospodje, ki so kompetentni za te stvari, se ne bom niti imen, ker nima niti veze, pravijo, vse v piko. Tako kot pri nas, ne, letos, tudi vse v piko. No, skratka, ta 2000 mulj film govori o raziskovalnem, raziskovalni novinar se je poglobil in poiskal pač strokovnjake in teh 2000 mulj je bilo trackeranih, se pravi označenih, in vejo lokacije, kje so se nahajali in kaj so počeli.
In pravzaprav 2000 jih je bilo samo v enem mestu, pa sem pozabil, bilo jih je v enem 200, v enem jih je bilo 500, skratka teh junakov, ki so prenašali pošto, mislim, da je bilo skupno 54 000, evo. 54 000, pol pa vsak je obiskal cirka 30 teh boksov, pa vsak boks odložil vsaj 5 glasovnic. Skratka, številke na koncu kratajo, adijo pamet. Ti ljudje so bili trikirani, posneti na kamerah, dokazi so neizpodbitni, vendar uradni državni aparat pravi, da je vse v redu. Se pravi, država sodeluje z državo, saj kaj ni logično, a ne? Valjda sodniki sodelujejo s politiko. Valjda zdravstvo je narekovalo tempo, WHO v tem primeru, a ne, Svetovna zdravstvena organizacija, je narekoval tempo, kaj bodo naredili politiki, in temu so posledili tudi vsi zdravniki in, bom rekel, zdravstvo. Farmacija je pa sceno gonila. Ampak noben ni izvolil Moderne ali pa Pfizerja, ne? Nismo nič vprašali, če je Pfizer ta, ki nam bo vodil sceno. A veste, Pfizer ni v redu, fant. Zdaj je mogel dati, koliko? 1294 stranskih učinkov ima cepivo. Mogli so dati, ta podatek so teli oni skrivati 72 let. Mislim, da leta skratka, oni tega kar ne bi dali ven, a veš, saj ni tudi tako zelo pomembno. In tle so dobro okrog prinesli kar splošno človeka, ali bom rekel, tega vernika iz sredine. No, skratka, da se vrnem nazaj na teh 2000 mul. 2000 mul pa zdaj pa pokaže, eksplicitno pokaže laž vseh governmentov, vseh, bom rekel, vladnih ljudi, ki se ukvarjajo s prevarami volitev, a ne? In z resnico, ki naj bi bila, in pravico, ki naj bi bila med ljudmi na tem svetu. Ne delajo oni za nas. Politika dela sama zase. In zdaj ta dokaz dokazuje totalno natego. A ne? Zdaj jaz tle kričim že nekaj časa, pa folk se še zmeraj z mano ne more strinjati. Kaj je z mano, zakaj se sistem je vse v redu, a ne? Saj, kaj pa češ, tako pač je, a ne? Jaz ves čas tupim, da ne, in od kje meni zdaj te informacije? Iz različnih koncev, valjda. Ampak, smo pa zdaj pa na istem, a ne? Prevara je prevara. A veste, kaj je volilna prevara? Volilna prevara ni nekaj, kar rečemo, ukradil si žemljico, zdaj greš pa, ali pa pokadil si joint in zdaj greš v keho za en mesec, ker jointe kadiš. A veste, volilna prevara pa ni to tako. Da se gremo mi malo smrtne kazni, a ne? Mislim, in ljudje se še zmeraj nas butajo. Sploh ne razumem. Dejstva so tle, ne da jih ni. Zdaj, jaz se strinjam, v času 500 let nazaj je bilo res težko dobiti kakšno informacijo, sploh kao ljudje takrat ne bi znali brati, tako so nam rekli, saj so bili še skoraj na pol poti med opico in človekom. V današnjem času pa videti informacijo, pa ji ne verjeti, je stvar ignorance, in takmu človeku se reče, da je neumen, blesav, res, sorry. Informacije so tle in ti jih ne vidiš in jih nočeš verjeti. Ne gre to tako. Nisem prav butelj pa butelj, ampak prav, kdor bo želel, bo živel kot živi. Jaz tega ne kupam in ne nočem tako živeti, ne. Ni meni, mislim, sem že večkrat poudaril, sem zato, da smo dobra, da smo krasna družba, a? Ampak poštenih, iskrenih, srčnih ljudi, ki delamo drug za drugega in drug z drugim, a ne? In vse je super simpel, verjeli ali ne. A veste, dokler ni tam v Sloveniji, na primer, 90 parazitov, ki žrejo, ki izključno žrejo, oni nimajo interesa. A so kaj naredili v zadnje pol leta za dobrobit Slovencev, razen orožje, pa cepiva, pa kaj še, pa zjebati odloke, ne? Mislim, ustavo z odloki. Ampak
Zdaj tudi pri nas so sodišča rekla, da je bilo neustavno, da ni bilo pravilno. In zdaj, če tu vprašate šefa, bo rekel, ne, mi smo delali tako, kot je prav. Pa če se ni pravilno vladanje z odloki, neustavno je. Ja, ne, je prav, nek lažnivc bo zmeri do konca žgal. Zato ga je treba pa zaprt. Pa naj se on tam laže zaradi mene vsem svojim prijateljem. Veste, na Povšetovi vsi lažejo. Noben ni nič kriv. Niti eden. No in ta neustavnost je jasna. Sodišče pri nas, vrhovno ustavno, je reklo, opala, ni bilo pravilno. 2 leti so rabili. Tisoče ljudi je vlagali dokumentacijo o neustavnosti in zdaj počasni sodni mlini so pa zmleli, da je pa res neustavno. In kaj zdaj? Ja, nič ne, jesen bodo spet lockdowni. Želijo, da bi bili, ne bo jih. Jesen bi oni nadaljevali, zdaj imajo, čez kakšen meseček imajo počitničke, ali 2 mesečka so počitnice, te strankarske, ali kaj so že politične počitnice. Pol pa kar po starem naprej, mislim, tukaj je Janez nastavil, Pa kdo vlada v tej državi? Ljudstvo ali Janez, ali Golob? Se pravi, ustavno sodišče pri nas je šlo pa le korak dlje, kakor v Ameriki, pa je reklo, ni bilo prav, ampak tle se pa tudi stvar konča, vi boste pa pozabili, da je sploh kaj sodišče reklo. Vse kazni, ki so jih napisali, morajo biti vrnjene, ker so neustavne. Kako ne jaz nekomu računam, ne mi plača parkirišče za sosedovo njivo? Meni. Ne gre to tako, In te resnice, ki prihajajo zdaj na plano, so del filma, da vi spoznate. Res je tako. Če mislite, da ne, boste mogli počakati. Jaz to že vem. Zato, ker ne ignoriram vsake informacije, ki pride do mene, ampak si pustim mičken dovolj, da mogoče je pa to tudi res, čeprav je za moj nedojemljivo. Ja? Cepiva so varna in učinkovita. Ne vem, zadnjič so v Mariboru so dali transfuzijo od cepljenega, necepljenemu otroku in je umrl. Mislim, ne vem, zdaj najbrž sem jaz blesal, Hvala Bogu sem spizdil tem stvarem, ker sem bil rajš teoretik zarote in imam integriteto še zmeri. Pregrizel sem vse te žalitve primitivnih ljudi opranih strani vlade, medijev in vsega. Ker sam moram nase paziti, ker drugi ne. Ni zdravstvo v dobrobiti človeka. Veste, pa tudi, če ste se rodili staršem, še ne pomeni, da ste vi, da ste na varnem med njimi. A veste, vsak izdajalec je zmeri bil najprej del družbe, Notranji so izdajalci, te ne bo izdal en iz Kitajske, izdate eden, ki je zraven tebe, No, tu so lahko starši, lahko so otroci, lahko so frendi, sodelavci. Ne imeti. Edin, kar vas ne bo izdal, mislim, tista stvar, ki vas ne bo izdala, je lastna integriteta, lastni jaz in predanost ljubezni, ker ljubezen pa ne laže. In nekdo vas čuva, nekdo vas ljubi. Ja, ker nismo sami tle, tako kot paraziti niso od tle. Generalno ne. Oni so si samo želeli nas pobiti. Kaj vse prihaja ven, dragi moji? Jaz se ne upam vsega tlele vam povedati. Zaradi tega, ker nimam še dovolj nekih, da bi rekel, vem za 2 kontinenta, ki jih ni na kartah, vem, da so te karte na zemlji, vse te relacije narobe narejene, da je Afrika manjša na kartah, kot dejansko je, da notranja zemlja, a je to notranja res v kugli ali je notranja, ker je večji krog od Antarktike naprej, da imamo 2 sonc ali imamo enega, da je luna, ni luna, ampak je neka plazma oziroma satelit.
pa da sateliti kot taki sploh ne obstajajo, ampak so bili helijevi baloni. Pa teh stvari je še, sem se pravim, ne bom se zdaj kaj noter. Dejstvo pa je, imate 2000 mul, de facto, ljudje so bili trekerani in vnašali so volilne glasovnice. Laž, prevara in natega. In to niso bile volitve, ampak pozabil sem besedo. Pač ukradene. Trump je predsednik. In to dejstvo so pa vojaški generali, pa ljudje iz skupine in bližje okolice skupine White Hatov, pa dobro vedeli, da je Trump še vedno predsednik in je, in on operira z vsemi temi vojaškimi premiki, ki se dogajajo. Veste, Biden ni nikoli stopil v Pentagon, ker če ste vi oprani, pa naši janezi, pa ti pajaci, veste, generali v Pentagonu pa niso kar tako podkupljivi, pa tudi bukavi niso, pa tudi ignorirajo stvari, In COVID je bila zadnja ideja, da nas frderbajo, da uničijo čim več duš, da ne bi slučajno kdo odplezel tja, kam hodi vitrček spat, v ta naš sanjski, v naš fantazijski, v naš energetski, v naš miselni svet, ki se ga mogoče ne da čisto direkt prijeti. Dokler ne vemo, zakaj sploh gre. Oni so hoteli pobiti vse, v drugi sapi pa je COVID vojaška operacija. Eliminacija parazitov oziroma pravi virus so paraziti kot ljudje, kot entitete, ki morajo iti iz te družbe. Sojeno, obtoženi so izdaje, zločinov nad človeštvom, pedofilije, child traffickinga, se pravi human traffickinga, trgovanja z ljudmi, orožje, droge, se pravi vse, kar je najbolj grdo, to so oni del te igre. Hillary Clinton je imela kar firmo, Evergreen, kar kupljene ladje, kar kupljena pristanišča, kar kupljene poštarje. A veste, to niso heci, to so tako megalomanske stvari. A veste, vi se tle borite, pa vam razlagajo, da ste se peljali 30 na uro preveč v službo in pa ste čisto zakajljani, vas lahko zakajljajo do konca življenja, nekdo pa milijarde vrti takih umazanih poslov, da mislim človeku zastreljati, res. Pa ne bom, ker ni to v moji naravi, to je v njihovi naravi. Sem rekel, resnica neustavljivo prihaja na plano, ker laži, s katerimi so resnico pokrivali, dejstva, zdaj teh laži oni ne morejo več toliko narediti, da bi pokrili. Ne gre. In na to smo bili spet opozorjeni. Nothing can stop what is coming. Včeraj ali predvčerajšnjem je Fox News, ki mislim, vsi mediji so del parazitov njihovi, ampak Fox News pa je že ves čas mičken šprica vmes, kljub vsemu, vsaj ta traker je, ta komentator vmes zelo jasno odbil dejstva, super je. No, skratka, predvčerajšnjem je Fox News objavil, da je White House, se pravi ovalna dvorana Bele hiše, kjer naj bi bili novinarske konference, se pravi notranjost Bele hiše je v studiu. Dragi moji, to je televizija povedala, ker tako hoče taka večina ljudi imeti, ja pa ni bilo nič po televiziji, evo, bilo je na televiziji. Da Bela hiša ni Bela hiša, ampak je studio. Ker Bela hiša v resnici je pa ograjena. Ograjena je, pa prazna. Trump je pa v poletni rezidenci tega, bom rekel, vladnega ustroja, ker Bela hiša ima še eno hišo, ki je poletna rezidenca in je na Mar-a-Lago, Florida. Mar-a-Lago, to je Trump kupil, ker jo pač država ni rabila, ampak je še vedno
del uradnega protokola in iz Mar-a-Lagota zdaj vsi ukazi prihajajo, a ne. A veste, Kapitol je v Washingtonu je zaprt. In če boste pogledali malo, da se spustite v stvari, veste, en cel kup mest, predvsem Washington, je prazen. Ljudi ni. Kam so šli ljudje? Via vaja, dragi moji, pospravljeni so, tako kot bo tisti pri nas pospravljen, ki si to zasluži. Ja, pospraviti je treba, drhal je treba pospraviti, ker ta drhal je v bistvu psihično pritiskala po ljudeh in jih spravljala na rob obupa in v obup. In ta stvar, jaz sem rekel, da prihajamo na konec časa. Ta stvar prevare se končuje. Tle ni znanstvena fantastika, to ni pravljica, to ni izmišljotina. Zdaj, kaj bomo pa mi v tem? Bom prišel nazaj, kaj bomo mi. Bom dodal še tle, da paraziti so tel ubiti človeka, a ne. In ne morejo sami, ker jih je premalo, zato so vzgajali narcise, toksične ljudi. Toksične ljudi so ustvarjali, da so pomagali ubijati ljudi. In največkrat so ti ljudje bili nagrajeni zelo dobro. Preko javne uprave, preko dobro plačanih poslov, a ne. Zaradi tega sem že večkrat poudaril, da tisti, ki ima preveč, se mi zdi, da ga je treba kar potipati odkud njemu, ne. In seveda valjda noben nič nima, ne, saj tudi Janša menda nič nima, pa Bavčar tudi ne, žene imajo pa vse, a veste, to je ta neka banana. No, skratka, ti toksični ljudje pa vplivajo na žrtve, ker žrtve smo pa mi ljudje z iskro in srcem, kreativo in nas je treba stlačati čisto pašteto, da ne bo, sem večkrat omenil, izdajalci so zelo blizu. No in ti ljudje so toksični, so izdajalci in oni, kako jih prepoznate, a ne? Toksični ljudje govorijo slabo o drugih ljudeh, vam. In ko vas ne bo zraven, ste vi naslednji, ki k temu bodo tako govorili. Ja? Toksični ljudje so negativci. Niso optimisti, ampak so pesimisti. Njim pesem v svemu mogu naći nešto lipo, ni to ta njihova pesem, ja? Take up too much of your time, ti ljudje žrejo vaš čas v neskončnih količinah, nimajo občutka, kdaj je zadost. Ja? Constantly have drama going on. Obstaja tak lep, mirna konverzacija, se pravi komunikacija, ali je ta kar skozi neka drama, kvas, da je ovo, tišina, dosti je. Toksični ljudje radi ustvarjajo dramo, drama queen, ja. Jaz bi vam dal iz svojega življenja kar nekaj teh, sej, ne vem, če je treba, mogoče, če pa bo, pa bom pa tudi sebe dal tle na razpelo. Pa bom razpel, kot žvižgač, tam bo še leštala. Negativni ljudje so lažnivci, ja, lažejo vam in zdaj, če ste malo pozorni, jih tudi hitro tudi najdete. Oni vas kritizirajo, da tisto, kar delate vi, ni prav, da tisto, kar delajo oni, tisto je prav. Ne? Negativni ljudje, toksični ljudje več govorijo, kakor poslušajo. Jaz sem vam rekel, jaz sem bil poslovni poslušalec, poklicni poslušalec in vas tudi probam spomniti, poslušajte. Kadar boste poslušali, boste lahko ujeli, zdajle tlele zraven imamo potoček pa klavirček, slišali boste ptičice, tle vam probam malo pokarikirati s temi ptičicami, da ne bo kdo mislil, sem ubrisan malo. Ptičice so nekaj, kar v bistvu niste nikoli poslušali, ampak ja, one so tle, one so del enega zbora. Če boste poslušali, boste slišali med vrsticami. In če boste poslušali pozorno, si boste od lažnivca zapomnili, kaj je rekel prejšnjič, pa kaj je rekel predprejšnjič, pa predprejšnjič, pa kaj danes nabija. Toksičen. In takoj, ko mi dobi definicijo,
away. On se zažera, ke parazit, toksičen je. Slej ko prej, pa ima on več, narcisi, o narcisih bi lahko govoril, saj tudi, v bistvu govorim že skozi pravzaprav. Ja, in ti toksični ljudje igrajo žrtev. Na koncu so oni žrtev, ki jih dobiš na laži, so pa oni žrtev. Nujno morajo, oni morajo imeti zmeri prav, ne. Vi nimate prav, oni toksični, narcisi, oni imajo prav, ne vi, oni, ja. Slabo skrbijo za druge. Naj si bo pse, svoje živali, soljudi, svoje sodelavce ali pa svoje podrejene, ker toksični so ponavadi že kar malo bolj, ne, imajo že kar malo pozicijo, a ne. Ampak oni so do tistega, kar rabijo, ja, mu plačajo večerico, pa dajo kakšno nagradico, drugače pa so oni ništa. Obsedeni so sami s sabo. Jaz ves čas pravim, glejte zase, bodite na svojem mestu in integriteto. Ampak to ni ta ista scena, kakor biti obseden s tem, da jaz sem prvi, največji, najlepši, najboljši, najhitrejši. Skratka, v tekmovanju, katerokoli tekmovanje mu daš, on bi zmagal. Ker toksični ljudje bi povsod tekmovali, pri ničemur pa ne bi sodelovali. To, kar je ideja enega zbora, a ne. Mislim, kdo je zdaj najboljši poje v celem pevskem zboru od 50-ih? Ajde, kdo? Ni tle catch, kdo boljš poje, če pa poslušam pevski zbor. Se strinjamo? Se pravi, ta competition je čista brezvezarija. Toksični ljudje vas probajo stalno kontrolirati, kam boste, kaj si rekel, čist skozi, da imajo oni te nitke v rokah. Toksični ljudje vas bodo spravili na težke obrate. In ja, toksični ljudje imajo največkrat težave z odvisnostjo od hrane, športa, entertainmenta, drog, alkohola, pa jaz mislim, da te zadnje 200 še najmanj. Obsesije, stari. Zaradi tega, ker nimajo miru, rabijo nekaj drugega, obsession. Ker vzdrževanje miru, tam se začne iskanje, gradnja samega sebe ali pa definicija. V enem izmed mojih videov nazaj sem razlagal, da smo kot kamni, gradniki, mi smo kot kamni, ne kot škarpa, pa moramo postati škarpa. Ampak v miru jo bomo, če nas bo pa en na gradbišču ves čas motil, jo pa ne bomo. In toksični ljudje bi radi naredili večjo škarpo, čeprav imajo manj kamnov, manj gradnikov ali pa jih imamo vsi isto, no, skratka, toksični bi radi najdel večjo, pa še tebi bi brcnil kamne ali pa jih skril. Tako funkcioniramo. Okej. Zdaj se bom jaz probal vrniti nazaj, v kje smo štartali, v bistvu, da resnica prihaja na plano, da so zunaj 2000 mil, da so naša sodišča že nekaj povedala, pa se tudi nič ne zgodi, ne, kar skupaj držijo ti toksični ljudje, narcistični, a ne. Fox TV je povedal, da je štala. Jaz si ne znam predstavljati, zakaj sploh še gledate poročila, ampak karkoli jaz ujamem, ker jaz jih grem pa zaradi tega, da vidim, kaj vam prodajajo, da se sploh vemo malo pogovarjati. Da je drama. Katerikoli članek, katerikoli prispevek je ena sama drama, ali laž, ali prevara, ali ne, vse. Skratka, vsak članek, ki ga preberete, na koncu, ko se ustavite, ali pa že med tem, ko berete, ali pa gledate ta članek, vam se dviguje pritisk. Negativa, žalost, nemoč, strah, vse to je v enem samem prispevku. Ampak tega konc je naslednji. Nimate vi vzpodbudnih novic, da bo vse v redu. Vi teh novic nimate, ker so brezvezne. Zdaj me bo pa sonce začel, veste, ko se matre mesto svetloba, če tako naredite. Ajde, pa ne bo takole.
Vse te novice so negativne in negativne, zdaj, jaz imam tega dost, zdaj čudim se, da nimate vsi tega dost, ne, ampak okej, saj pa bomo počas. Da so vse te novice neresnične, je pa drugo dejstvo. Vsi mediji lažejo, tako kot laže kompleten svet vam že ves čas. V laž si se rodil, v laž si se vzgojil in v laži funkcioniraš. Sem zdajle 30 minut je za nami, kar probam vam orisati, v kakšni laži živimo. In ker prihaja resnica na plano, jo kljub vsemu mediji ne bodo povzeli pa vam podistribuirali. Mi, teoretiki zarot, smo dobili zdaj ta jajca mičken večja, pa se upamo te stvari dati ven. Ful nas je. Borimo se brez sredstev. Borimo se proti milijardni industriji medijski, se borimo tle z računalnikom pa telefonom pa s ptičjim petjem. Ampak nas je več kot njih. V Sloveniji imamo, zdajle bom bljusnil, 10 televizijskih kanalov recimo, ali pa dajmo reči 20. Koliko je pa ljudi? No in mi ljudje postajamo zdaj mediji. Mediji smo tako že drugačnega formata, ampak medij, kot ga poznamo, uradni medijski kanal, zdaj postajamo pa tudi to. Ker mi se ne moramo zanesti na medije. Mar ne? Mi se tudi ne moramo zanesti na zdravstvo. Zato čedalje več ljudi začelo, še tisti, ki so opustili nabiranje regrada in smrekovih vršičkov, so zdaj se poletili. Marsikdo, no, mislim. Tisti te zapigani še zmeraj masko nosijo in se futrajo s tableti in čakajo na 4. booster in jih je seveda strah, kaj bo, ker bo itak pomanjkanje. Ne bi želel, da preveč ljudi postane otopelih. Ni ideja, da so ljudje otopeli. Ideja je o tem, da so ljudje močni, samozavestni, stoični in vseb najdejo moč. In ta pritisk, ki se dogaja strani parazitov zdaj, je namenjen, da pridete do samega dna, zero point, in se obrnete okrog, pogledate nebo in začnete rasti. Najprej mora seme pasti na zemljo. Evo. In tle ta grounding, ki se nam bo zgodil vsak hip, mislim. Jaz sem mislil, da bo šlo to hitrejš, ampak je težko z ljudmi. Ljudem še danes ne da se niti povedati, da je kaj narobe. Jaz vprašam, kaj pa je. Kaj pa je, okej. Saj ne znajo povedati, nič. Da je bilo nekaj novih primerov, pa da je bila prometna nesreča, ne vem, tam. Tako nekako sem hotel začarati tole stvar. Resnica prihaja na plano, nobene ne more ustaviti. Laž prihaja k koncu, k svojemu bridkemu koncu. Paraziti so naš ta glavni virus, ki ga puca, ameriška. White hat operacija, dajmo tako reči, nisem ameriška. Končno, mislim, mnogo tisočletij se je čakalo, da pride ta čas. In sem že rekel, da nas plajhajo energije, močne, lepe, angelske. Zdaj je pa gotovo, ne? Zdaj, ko sem rekel pa angelske, zdaj pa vse za nazaj znegirano. Boli me briga. Jaz vem, da sem povedal po pravici. Jaz vem, da sem povedal iz resnice ven. Ker resnica je ena sama in resnica nas bo osvobodila. Pred tem nas bo malo razjezila, pred tem nas bo spravila do kozlanja. Ampak ja,
Če bi bila resnica easy, pol bi tik-tak vsak obrnil. Strah je tisti, ki je bolj vcepljen v vse vas. Je bil tudi v mene, ja. Vcepljen, ampak on je virtualen. Ljubezen je pa resnična. Ljubezen je resnična. Strah pa ne. Ne mu dajati moči virtualne. Ne dajajte moči narcisom, oni to želijo od vas, to življenjsko energijo sikant, da jo boste imeli manj, pa se boste strahom ukvarjali. Ker napolnite baterijo do 100%, pol se pejte pa še malo nafilat. Ni problem dati. Ni problem dati energije sploh. Narcisom pa toksičnim ljudem pa ne. Čuvajte jo. Čuvajte jo, mislim, če se imate radi, pol jo boste čuvali, ne? Če se imate radi, pol ne boste dovolili, da se strah naseli znotraj vas. Ljubljeni ste že ves ta čas. Krasen maj je pred nami, 9. maj je. Kaj se je končala? Druga svetovna, ne? A kaj že imajo Rusi? Dan zmage nad nacizmom. A veste, nacizem je pa druga stvar, to je pa že ekstremnejši narcis. Nikoli ni umrl nacizem, nikoli. In vsak, ki je podpiral Ukrajino, je podpiral nacizem. Ja? Bravo, krasno. Pa ja, saj prej sem hotel o volitvah govoriti, pa sem tudi, da so naše volitve tudi taka nejasnost. Saj bodo pa šle stvari ven. Saj bodo pa šle, ne da se resnice skriti. Lahko se jo da zamazati z milijon lažmi, ampak ne moreš jo pa uničiti, dejstvo je dejstvo. Bomo videli, je rekel mali Nodi, bomo videli. Probajte pa vi gledati, da boste videli, poslušati, da boste slišali in občutiti, da boste čutili. Love is in the air. Uživajte. Čau.